Recimo, da aktualni papež je izjemno človek izjemnega nenavezovanja na materialne dobrine. Njegovi predhodniki so bili in seveda tudi pod njimi ta tako je visoka duhovščina izjemno navezani. Samo pogledajte, koliko je v Rimu bogatih, recimo kardinalov, ki imajo neskončno velika stanovanja z ne vem čemu se ne. Kar je absolutno v popolni opreki za duhom nove zaveze. Tako da tu pa moram reči, da je potrebna določena verjetno samodisciplina tudi v tem poziru in predvsem pa jaz mislim, da je treba, če že ne, je treba živeti po evangeliju. Evangelij pomeni veselo oznanilo in če veselo oznanilo tako, torej se nimaš kaj bati, ne smrti, ne pomanjkanja, nič. Ne, oziroma smrt je samo lahkoten prehod v tisto, kar si pravzaprav želel. Kako pa gledate vi na smrt osebno? Se bojite? Ne, moram reči, da ne vem, ne bom rekel tako, kot se je Frančišek Asiški, da je to moja sestra, ne, smrt, ampak na nek način, a veste, nima nobenega strahu pred tem. Ne. Mogoče bi se bal edino dolgotrajnega umiranja, nekih strašnih bolečin in tako naprej, dejansko telesnega in duševnega propadanja. Ne. To je. Ampak pa takole, zdaj ne vem, gledam pa prav dejansko tako, da je to prehod. Ne. Prehod, ki je nujen, ne, ker smo se rodili, je bilo nujno, da smo tukaj, ne. Bo zdaj tudi nujno, da bomo odšli in tu ni, lejte, nikogar, ki bi na zemlji ostal. Niti Jezus ne, je moral voditi Budajevča, vsi so šli, ne, dejansko nišče ni ostal na zemlji in zemlja je, veste, na nek način, ki verjetno bi v nadaljevanju lahko o tem rekla, biti tu ne, je neka prehodnost, ne, neka prehodnost, ki dejansko, tako kot je rekel naš pisatelj, ne, zemlja ni tvoja domovina, ampak samo ladja. Ladja, s katero nekam pluješ. Ladja, na kateri pač, kot pravi svet, Pavel apostol, njih dela gredo z njimi. Ne. Dejansko samo tvoja dela gredo, ampak ne materialna, mislim slike ali pa ne vem kaj, fotografije, ali kar si že bodi, ne, ampak samo dela, ki si jih počel z vidika etike in morale. Ne. Tista gredo s teboj. In nažalost tudi tista slaba, ne, ki pa jih nisi počel z vidika etike in morale. Ne. In tako jaz gledam na smrt. Ne. In dejansko imel sem intervjuje z ljudmi, ki so bili že klinično mrtvi, oziroma z nekom, ki sploh ne bi mislil, bivši predsednik Zveze društva slepih in slabovidnih, Hubert Vertnik, ki bi enkrat gost moje oddaje že pokojni. No in jaz sem se pogovarjal takrat ravno o teh intervjujih s klinično mrtvimi, ki so že doživeli in tako naprej. To smo se v avtu pogovarjali, ko smo šli na eno izmed oddaj, na nek radio tam na Štajerskem. In on je bil izjemno, bil je popolnoma slep, že mislim, da od 3. 4. leta in potem, hotel reči, zelo, bi rekel, ni imel kakšnega posebnega, se mi zdi, kakšnega idealističnega pogleda na svet, ne, in je rekel, tako mimo grede rekel, to se pa meni že 3-krat zgodilo. Sem rekel, tako to bilo pa zanimivo, sem rekel, ker pa nas zelo malo poznamo teh primerov. In je opisal točno to, ne. Se pravi, slep, ne, predor, neko, bi rekel, bitje, ki ni bilo bitje, neko belo svetlobo, ki je bila dobra, že ta občutek, da je svetloba lahko dobra, slaba, ne? Že to je, bi rekel, izvensenzorno. Ne? In to, in pa seveda potem skozi tunel vendar do mejnika, ne? Naprej pa tam na Moršno, in to mi človek to opisal. In kje je to doživel? On je bil na dializi večkrat, ne? In na dializi enkrat ali dvakrat zmanjkal toka, in potem seveda se ti aparati ustavijo in dejansko je človek med nebom in zemljo. No in tako mi je on to pripovedal. Nisem verjel, no. Potem pa še 2 primera sem imel, ki sta tudi govorila podobno. Se pravi, da to nas čaka, ne? Čaka nas predor, čaka nas izhod, zdaj, če ne bo zidu na konc, pomeni, da bo pista odprta in da bomo lahko šli z visoko hitrostjo, novim doživetjem naproti. Jaz mislim, moram reči tako, da veste, nekaj je, ne? Mi si preveč predstavljamo, karkoli že tam je, ne? Z vidika časa, prostora in materije. Ne? In zato nimamo, bi rekel, sploh predstave o tem. To sem jaz že kar dokaj, bi rekel, na koncu pubertete imel ta občutek, občutek seveda samo, ne, da je onostranskost, ne, da je v bistvu neopisljiva. Ni mogoče opisati.